Spoštovane gledalke in gledalci, v letu volitev veste, da so spomladi bile parlamentarne volitve, nas v jeseni čakajo lokalne volitve oziroma volitve županov. V naši družbi v oddaji Župan za vas pa gospod Franc Šlichthuber, župan občine Gornji Petrovci. Lepo zdrav. Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalce oziroma gledalke in gledalci. Gospod Šlichthuber, vi ste, kot sva ugotavljali že malo poprej, ko sva se takole sprehodila skozi teme današnjega pogovora, tisti, ki ste od vsega začetka župan te občine od leta 1994, 6 mandatov, tako da lahko, seveda, ko boste predstavili ne samo zadnji mandat, zadnje 4 leta, kaj vse se je dogajalo v vaši občini Gornji Petrovci, ampak nasploh povedali, gre verjetno za kontinuiteto, ki je rasla od ustanovitve občine naprej. Vsekakor gre za kontinuiteto dela od leta 1994, ko se je občina ustanovila in ko smo začeli z delom. Takrat nismo imeli nič, vse nule. V bivši občini Murska Sobota smo dobili malo in smo se mogli sami znajti. Od tistega trenutka pa do zdaj, do tega trenutka, ko se končuje 6 mandatov, pa smo postorili ogromno in smo, bi tako rekel, na dobri poti. Osnovna podlaga za vse financiranje, zakon o financiranju občin in osnovna podlaga je število prebivalcev. Ta formula je do nas že vse ta leta kritična in slaba, ker ne obravnava rapidno padanje števila prebivalcev. V tisti občini, kjer število prebivalcev raste, so lahko na boljšem, mi smo pa na slabšem. Primerljive, recimo občine po velikosti imajo tudi po 10-krat, 15-krat več prebivalcev in seveda s tem tudi večjo glavarino. Kako ste nadomestili pravzaprav v vseh teh letih to pomanjkljivost oziroma da je pa vendarle ni se bilo čutiti pomanjka na infrastrukturi, na kvaliteti življenja občank in občanov? Ja, težko je to v kratkih besedah povedati, vendar smo morali tako da slalom zvoziti pri določenih investicijah. Lahko pa povem, da v tem trenutku je šola, vrtec, vsa ostala infrastruktura, vodovod, širokopasovne povezave, tudi ceste, zelenice in vse ostalo dokaj urejeno. In to je tista osnovna želja, ki nas žene naprej, da bi vsem tem občankam in občanom vseeno zagotovili lepšo prihodnost. Ne smemo pozabiti tudi del gospodarstva, ki v naši občini vseeno je. In zdaj se nakažejo tudi določene nove stvari, ki se bodo zgradile. Tako v Peskovci se gradi farma, v Adrijanci se začenja nov ciklus kmetijske proizvodnje in tako naprej. Tako da vidim, da je tudi kljub težavam lahko prihodnost lepša. Kot ste že omenili, upadanje prebivalstva, gotovo ste razmišljali, načrtovali, kako zadržati pravzaprav, kako privabiti morda mlade družine, ki bodo potem ustvarile kontinuiteto prebivalstva. Tu ste posegli zagotovo po kakšnih ukrepih? Ja, mi smo znani po tem, da v naši občini smo dokaj uredili infrastrukturo, kjer se mladi lahko srečujejo. Od športnih objektov, znani smo tudi po tem, da urejamo zdaj vaško-gasilske domove na enem visokem nivoju, tako da potem osnovne pogoje bomo dali. Res pa je, da je ta fluktuacija neizbežna, da ljudje pač grejo tja, kjer je bliže delovnemu mestu, predvsem pa je pri nas neposredno povezana Avstrija z delovnimi mesti in seveda tudi domače obrtne cone in pa domača proizvodnja širom Pomurja. Ste obmejna občina, kar pomeni, da mejite konkretno vaša občina na Madžarsko. Pravijo nekateri, ki so v navadnih občinah župani, da imate privilegije tisti, ki ste v mejnem pasu oziroma imate obmejne občine. Morda res kakšna prednost, gotovo pa tudi več dolžnosti, več obveznosti. Kako je s tem, pojasnite nam takole iz prve roke? No, nekatere sosednje občine so uspešno izpeljale določene projekte v okviru sodelovanja Slovenija-Madžarska. Mi v tem mandatu nismo imeli takšnega projekta. Sem pa ponosen na to, da se to godi v katerikoli od naših goričkih občin. Seveda pa je določena obveznost medsebojnega sodelovanja z slovenskim porabjem. Rad se udeležujem različnih prireditev, če mi čas dopušča. Je pa res, da včasih ne moreš, ker je domačih obveznosti preveč.
Še morda o Krajinskem parku Goričko, sodite vse del občine v njega. Je to stvar, projekt, ki vam kaj prinaša kot občini ali pa zgolj obveza? Tako kot v vseh drugih občinah je Krajinski park na našem območju. Je sestavni del neke zgodbe Nature 2000 in ostalih zadev. Krajinski park ima določene obveznosti in naloge, ki jih mora izpeljavati v skladu z zakonom in pa direktivo, ki so jo do Evropske skupnosti povzeli. Mi pa smo sestavni del tega. Da bi pa imeli kakšne velike probleme v zvezi s tem, jih nimamo, ker tako ali tako na ravni Ministrstva za kmetijstvo in ostalih ministrstev se to usklajuje. So pa določene težave, ki bi lahko bile boljše, pa upam, da bodo. 6 mandatov vam že občanke, občani občine Gornji Petrovci zaupajo. Verjamem, da tudi na volitvah v jeseni še gotovo en mandat, pa verjetno ste najbolj merodajna oseba. Kaj bi vi želeli, seveda v okvirih zmogljivosti in zmožnosti, narediti najprej v vaši občini oziroma kakšno pridobitev pripeljati v občino Gornje Petrovce? Morda 1, 2 ali pa morda celo več? Pa zadeva je, mislim, da takšna, kot je zdaj. To pomeni, da bi nadaljeval za svojim delom in da bi v teh projektih, ki smo jih zastavili, mislim, da je ena izmed redkih občin, ki smo že sprejeli proračun za leto 2019, zastavili smo si tudi investicijske načrte, tako da 6 investicij je predvideno v leto 2019, tako da so stvari popolnoma znane. Želim si, da bi ta proizvodnja, ki dela v Gornjih Petrovcih, saj smo tudi občina, kjer imamo policijo, imamo obrat gospoda Merca, zelo dobre proizvodnje tekstilne, imamo Panvito, farmo Nesnic, gradi se nova farma, tako da si želim, da bi ti subjekti delovali tudi v prihodnje in da bi seveda z vsemi ostalimi stvari, ki jih občina po zakonu dolžna, da jih pač izpela od komunalne infrastrukture in tako naprej, da bi še tiste ceste in določene stvari urejevali in uredili. Predvsem je pa pomembno, da je občina uredila finančno stanje, da je naše stanje takšno, da tekoče plačujemo vse obveznosti. To si želim tudi v naslednjem mandatu, da bi temu bilo tako in da bi zagotavljali vsem tistim, katerim moramo, določene finančna sredstva, da bi lahko normalno delovali. To so društva, to so gasilci, to so vsi ostali, ki v naši občini delajo in živijo. In želim si, da bi bilo čim več rojstev. Zdaj se je to malo popravilo, upam, da v naslednjih letih bo tako, da še en mandat, pa si želim, da bi bilo na koncu mojega mandata poprečno 20 rojstev na leto. Bodi tako, župan občine Gornji Petrovci Franc Šlichthuber. Lepa hvala za obisk, cenjene gledalke in gledalci. Še ena oddaja, župan za vas je za nami. Bili smo malce na Goričkem v občini Gornji Petrovci. Seveda pa nas spremljate v pogovorih z župani, oddaja Župan za vas, tudi naprej.